Najprej vam bom prebrala eno misel našega paraolimpica Darka Đurića, verjamem, da ga vsi poznate. Zdaj je seveda tudi on uspešen podjetnik in ni več vrhunski športnik. Tudi Andrej Mikljevc ima podobno zgodbo, pa še kdo, bomo o tem kasneje. No, pa kaj je rekel septembra lani, ko smo gostili Darka ob Tadeji v Novem mestu, je rekel takole: ko berem, treniram fokus. Če nisem fokusiran na to, kar berem, mi misli gredo proč in nimam pojma, kaj berem. In je potrebno začeti spet znova. Podobno je kot pri treningu. Če nisem pri stvari, adijo. Torej, seveda vas bomo danes prepričevali o tem, kako zelo pomembno je branje, ampak na tak način, da nam boste verjeli. Namreč vsi trije, ki so danes z nami, verjetno ne bi bili tu, če ne bi v življenju tudi marsikaj prebrali, predvsem pa marsikaj izkusili. In mogoče preden se posvetimo res našim vrhunskim športnikom, samo še to, Športamo in berimo je pravzaprav projekt, pri katerem sodelujejo zelo pomembne institucije, ki so pomembne ne samo za spodbujanje vaše izobrazbe, ampak tudi za pravzaprav grajenje vrhunskih športnikov. Med njimi je seveda organizacija Olimpijski komitej Slovenije in seveda tu so potem še Javna agencija za knjigo, ki pomaga projektu, Ministrstvo za gospodarstvo in turizem in šport, Zavod Republike Slovenije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za kulturo, skratka, vse se vrti okoli pomembnih institucij zaradi pomembnih stvari, ampak dobrih knjig, dobrih zgodb ne bi bilo brez dobrih knjižnic in idejna vodja pravzaprav celotne zadeve pa je Mariborska knjižnica. No, ampak ta dogodek, več jih bo letos po celi Sloveniji, vsako leto so, ta dogodek je letos v tem projektu prvi, imate to priložnost, da ste na prvem dogodku v Kranju, zato bom zdaj k besedi in k uvodni besedi pravzaprav in pozdravu povabila gospo podžupanjo Manjo Zorko, prosim. Je bolj majhne za mene. Spoštovani gostje, Andrej Mikljevc, Tadeja Brankovič in Cene Prevc, spoštovani gostitelji in pa dragi mladi športniki in športnice, lepo pozdravljeni tudi v imenu Mestne občine Kranj. Moram reči, da je vedno navdihujoče, ko prideš na take dogodke, kjer se na kupu zbere toliko ambicioznih, toliko predanih in pa tudi motiviranih ljudi, kot jih je danes tukaj. Seveda Kranj je zelo ponosen lahko na take mlade. Velja Kranj za mesto športa. Je pa tudi branju prijazna občina. In veliko pozornosti seveda posvečamo športu. Lani smo tako v športu vložili 4,5 milijona evrov in podobno tudi letos. S tem bi pravzaprav radi vam, športnikom, omogočili boljše razmere za trening, hkrati pa bi radi občanom nekako približali zdrav življenjski slog. In prav del zdravega življenjskega sloga je tudi branje knjig in s knjigo se učimo, razvijamo kreativnost in nekako pobegnemo v nek drugi svet. In negovanje odnosa do besede in spoštovanja do knjig je pravzaprav poslanstvo vsake družbe. Tukaj na tem mestu bi se seveda zahvalila Mestni knjižnici Kranj, ki prav s takimi dogodki, kot je današnji, tudi uresničuje to poslanstvo. Moram reči, da kot mlada mamica sem zopet v tej vlogi, da sem nekako se srečala ponovno bolj s fizičnimi knjigami in mi je pravzaprav všeč dotik knjige, všeč mi je, da znova zvečer, ko se nekako dnevna rutina umiri, zopet usedemo za knjigo, se z njo umirimo in pravzaprav rečemo, se poslovimo od dneva. Tako da se res zahvaljujem za to vabilo. Jaz upam tudi, da knjiga tudi vam, da tudi vas spremlja in vam res želim veliko tudi športnih uspehov, pa predvsem tudi veliko užitka pri branju. Hvala. Hvala lepa. Omenila sem že Olimpijski komitej Slovenije, to je en tak netilec talentov, brez tega verjetno Andrej Mikljevc tudi ne bi bil tukaj, kjer je. Andrej je danes, mi smo se dogovorili, da se bomo tikali in Andrej je danes v dvojni vlogi. Zdaj vas bo pozdravil v imenu Olimpijskega komiteja, hkrati bo naš sogovornik. Prednost
Andrejeva je ta, da ne samo, da je že kar nekaj let ven iz športa in je zdaj uspešen podjetnik, ampak je uspešen podjetnik tudi mednarodno. Ampak Andrej, če greva korak nazaj, kakšna je vloga Olimpijskega komiteja pri tem, da so mladi športniki lahko nekoč tudi vrhunski športniki? Dragi dijaki, dragi športniki, še lep pozdrav strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Olimpijski komitej, poslanstvo Olimpijskega komiteja je, da skrbi za najboljše pogoje za športnike in v duhu olimpizma šport oziroma kar olimpizem predstavlja, je pravzaprav razvoj, športni razvoj posameznika, hkrati pa tudi njegov umski razvoj. Mi smo ponosni, da lahko Slovenski olimpijski komitej sodeluje oziroma sodeluje s tako pomembnimi partnerji pri tako smelem projektu, kot je Športamo in berimo, zaradi tega, ker se zavedamo, da je pravzaprav dimenzija športa bistveno večja, kot je samo šport, ampak je tukaj podpora športnikom, ponujanje znanja oziroma omogočanje, da športniki razumejo, da je šport več kot zgolj šport, ne samo za čas njegove kariere, ampak vsak športnik se enkrat tudi športno upokoji in počne druge stvari. In ker verjamemo, da v formatu, kjer vam tako renomirani športniki lahko delijo svoje zgodbe, svoje izkušnje, svoje poglede, kar je včasih kot storytelling bolj zanimivo kot brati knjige. Kot boste pol kasneje slišali, jaz osebno kot v vaših letih nisem bil ljubitelj branja, ampak danes kot oče velikrat otroka opomnim, da se danes več učim in več preberem, kot sem kadarkoli v svoji formalni izobrazbi. In zato je Olimpijski komitej Slovenije tako zavezan v podporo in v vodenje tega projekta in hvaležen vsem partnerjem, predvsem knjižnicam, ki gostijo te stvari in vsem ostalim deležnikom z namenom, da vam pričaramo dobre izkušnje in da vam razširimo vaše obzorje, da ste lahko na vaši športni ali pa zasebni poti čim boljši. Hvala, Andrej. Saj lahko ploskate. No, zdaj pa preden se res posvetimo zgodbam naših olimpijcev. Sabina Fras, doktorica Sabina Fras Popovič je ena zelo zanimiva ženska, ker če kdo ve, kaj je v knjigah, je to Sabina. Pa tudi v športu veliko ve, ker ima doma kar nekaj takih nedobudnih športnikov, enega ima tudi sabo. Sabina, lepo prosim še, glede na to, da si precej kriva v navednicah, da se danes in vsakič takole družimo. Hvala, lepo pozdravljeni. Zdaj vidite, kako je, če si prvi, potem si deležen precej več pozornosti kot tisti vmes. Zato vas danes tako lepo pozdravljamo vsi po vrsti in še posebej se zahvaljujemo učiteljem in učiteljicam, ki najdejo način in voljo, da vas pripeljejo na te dogodke. In prisluhnili boste nečemu, kar mi imenujemo tudi živa knjižnica. In med knjigami, verjemite, so precej izposojene biografije. Ampak danes imate izjemno priložnost slišati 3 zgodbe v živo. Ena je zapisana, 2 verjetno pa boste še kdaj. Tako da ne pozabite, na koncu pričakujemo vaša vprašanja in še nekaj. Čist na koncu, ne odidite takoj, ampak pridite naprej, ker vas čaka avtogram, pa verjetno še kakšna slikica. Hvala vam. Hvala, Sabina. No tako, Cene, te lahko prosim, da vzameš mikrofon, saj to je tebi blizu. Ok, bomo začeli kar pri Cenetu. Cene, dober dan in najprej Planica se še vrti po glavi, 5-6 dni od tega, ali so občutki že na svojem mestu, ali še poskakujejo, kaj se dogaja pri tebi? Dober dan, lep pozdrav najprej vsem tukaj izbranim v dvorani. Zdaj sem imel ta prvo v mislih, da dajte kar hiter telefon ven potegn, če kakšen od vas šolcev je rekel, da se mu ne da, pa mislite, da bi zdaj ful užival tukaj. Probali bomo, da nam bili dolgočasni, tako da vsak je še dobrodošel, tudi če je začetek zamudil, zakaj pa ne, več nas je, več bomo lahko iz tega potegnili. Če se povrnem na samo Planico, v glav se že zdavnaj vrti, ravno prej sem pa tedaj še omenil, da šele danes sem se uradno poslovil na Instagramu, ravno ene pol ure nazaj, tako da
Pa smo spet na Instagramu. No, Ceneta poznate, veste, da je v Pekingu olimpijsko medaljo ekipno prinesel domov srebrno, da je eden od 3 prejevcev, 4 pravzaprav, no, ki pišejo in ste pisali in verjamem, boste še pisali zgodbo, ki je ne samo zlata, skoraj briljantna, kar se tiče skokov, če mečkam še vse skupaj naredimo še bolj dragoceno, če ravno je že zelo. Ampak Cene, bom še vseeno za sekundo ostala pri tebi. Prej je rekla Sabina, ne, ena zgodba je že zapisana. Vem, da je imela v mislih 5. olimpijado, Tadeje Brankovič. Tudi Andrej je že napisal Šepetanje športnim otrokom knjigo, ne? Cene, zdaj pa spet špekuliram, ne? A bo čez kako leto na Instagramu, ne vem, napovedana tvoja knjiga, kako sem se poslavljal, hecam se, ampak imaš... Zdaj, v tem momentu mogoče zgolj na 1. april. Je pa dejstvo, da do kakšne knjige bo prišlo zgolj, če si bom rekel, da se mi zdi smiselno ljudi matrati s prebiranjem tistih strani in da bodo lahko od njih kaj odnesli, drugače pa ne. Ampak ti imaš še tako zanimivo družinsko zgodbo, bomo šli še potem tja. Tadeja Brankovič, nekdanja vrhunska biatlonka, z izkušnjami 4 olimpijad, 16 let vrhunskega športa, še vedno zelo povezana s športom, še vedno na nek način prežeta s temi izkušnjami, ne, zdaj jih deliš naprej mladim. Ampak najbolj zanimivo od vsega je to, vsakeč znova, ko študiram vas, ne, vrhunske športnike, si mislim, ne, sigurno so sanjali že kot majhni, da bodo, ne vem, biatlonka, ne. Pa ni res, biatlon je bilo obratno, je tebe izbral, ne ti njega, ne. Kako je s to zgodbo? Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem imela malo specifično odločitev za biatlon. Dejansko nisem nikoli sanjala o tem, da bom biatlonka, nikoli nisem sanjala, da bom postala vrhunska športnica. Zato vedno znova zdaj poudarjam, da je to proces, do katerega te pripelje, oziroma proces te pripelje do vrhunskega rezultata. Tukaj se mi zdi, da ne moreš nič izsiliti in moja zgodba je pač taka, da ja, me je nekako biatlon poklical in jaz sem se mogla potem odločiti, da ali ne. Tako da odločitev je bila predvsem moja, seveda s podporo, bom rekla, družine, da so mi stali ob strani. Sem bila šla pa takrat iz smučarskega teka iz zavedanjem, da nikoli ne bom biatlonka, ker puške ne bom nosila in zaračenega kruha, kot vemo, se največ poje in mislim, da ga imam za cel življenje dosti, ker sem ostala potem v biatlonu. Andrej, kaj pa tvoje smučanje? Je bilo to, prej si pravil, da pravzaprav življenje si preživel prav v Kranju, oziroma otroštvo in zelo, kamorkoli pogledaš, imamo okoli hribe, to je na Gorenjskem zelo simpatično. Ampak je bila ta previnska želja biti smučar, biti slalomist, kasneje slalomist z izkušnje olimpijade, ali je bil to tudi mogoče malo slučaj? Je bila to otroška sanja ali ne? Mogoče, kar mnogokrat pozabimo, mi smo zelo srečen narod, zaradi tega, ker živimo v izjemno športni državi, kjer pravzaprav ni otroka, ki se ne bi ukvarjal s športnimi aktivnostmi in v tem pogledu moja mladost ni bila čisto nič drugačna. Ukvarjal sem se z različnimi športi, eno izmed teh je bilo tudi smučanje in ne boste verjeli, nisem ostal v smučanju zaradi tega, zaradi hribov ali zaradi kot mnogokrat kakšni rečejo, tukaj imaš pa talent, ampak me je pravzaprav pot v smučanje vodila zaradi tega, ker sem imel tam najboljše prijatelje in zaradi tega, ker sem se tam najbolj počutil. In danes, ko je, da rečem, že kar dobršna časovna distanca od takrat, ko sem se jaz začel ali pa ko sem končal športno kariero, lahko mirno rečem, da ena od temeljnih zaključkov vrhunskega športa je, ti ne moreš v nobeni stvari postati vrhunski, če je nimaš rad. Zato je mogoče to, da vzljubiš šport v mladih letih in da imaš rad ti šport, s katerim se ukvarjaš, ključnega pomena, da lahko prideš na vrh. Cene, rasel si v družini, kjer je mama knjižničarka, ne?
Kaj to zdaj pomeni? Ste morali brati, ste želeli brati, ker vem, da Peter je lani rekel, ne, da njemu je knjiga kar fino, ne, da se lahko umakne z njo, da ti dajo mir, recimo tudi med treningi. Kako pa je s tabo in s knjigo? To je zelo priročno bilo. Sicer, ko smo ravno pri tem, kako te življenje popelje, mami je postala knjižničarka, ker učiteljic zgodovine so imeli na šoli že dovolj. Knjižničarka je šla na porodniško, je mami nekako to prevzela, potem pa nekako tam tudi ostala in mislim, da tudi v tem momentu to veliko lepša in boljša odločitev. Je pa to predvsem ogromen plus, ko pride do kakšnih teh Domačih branj, recimo domačih branj, pa kak so že kazni za prepozno vračanje knjige. Zamudnine. Zamudnine se nekako lahko kar izničijo, sicer je bilo to zelo redko, ampak ti lahko pride zelo prav, da so knjige tako rekoč lahko sposojene na nedoločen čas. Plus vrhunsko je bilo, ko je išla še zadnja knjiga Harryja Potterja, jaz sem bil totalni fan celotnega sveta Harryja Potterja in si upam reči, da sem dobil enega prvega prevedenih izvodov v Sloveniji, ki je obstajal, ker ga je mati za knjižnico naročila bolj zame, kot pa za tiste bralce v tisti srednji šoli, tako da sem ga dobil med prvimi. Sem bil kar vesel, kar se tega tiče, predvsem zaradi tega, ker jaz, ki sem se kakšne knjige lotil, to je bilo noro. To je bil pouk, 5 minut odmora, knjiga izpod klopi, za 5 minut gor, pa spet nazaj dol. Ja, vem, da so mami še kregali, ker so me enkrat že videli, ker mi je bilo dolg čas med potjo od avtobusne postaje do doma tistih 5 minut in so ji rekli, da ne se tam ne bere. No, tako da v mlajših letih je bilo knjig kar veliko. Kaj pa zdaj? V tem momentu pa moram priznati, da je včasih prvič tisto, da me zapelje na kakšne te pasivne videe, ki ti odvedejo dobesedno pozornost, pa je veliko lažje spremljati kot pa samo knjigo. Je pa tista stvar, kar je zelo prvo, kar upremam v roke, so večinoma kakšni učbeniki in do trivialnih knjig si nekako ne dovolim. Sicer je pa res, kot sem že rekel, v štartu bolj izgovor, kot pa da ni časa. Cene, zdaj si končal tudi uradno pred pol ure, dobre pol ure svojo kariero skakalno. Marsikdo se je spraševal, zakaj že, ne? Super ti je šlo, super ti gre, star si 27 let, pa okej. Pa tudi jaz vprašam, zakaj, v čem? Prej si rekel, ja, imam še druge interese, ne, ki so povezani tudi posredno s knjigo in izobraževanjem, ampak mogoče, če zdaj, ne, če se kdo vpraša, zakaj je en tak mlad fant, ki je na vrhuncu, pravzaprav reče, veš kaj, jaz imam dovolj, jaz bi še kaj drugega, ne? Zelo res. Že prej Andrej zelo lepo mi je omenil, ko je začel, da če na neke stvari želiš postati vrhunski, moraš imeti veselje do tega in jaz ko enkrat pride do te besede veselje, temu jaz pravim praktično talent. Ko enkrat omenjajo ljudje talent, malo ratam vijoličen, pa si mislim svoje, ker skozi moje oči je to ravno to, kar je Andrej rekel. Veselje, da nekje ustrajaš toliko časa, tudi preko tistih težjih momentov, ko je za tebe fizično, psihično težko, še vedno grizeš tisto, benmu ni jasno, zakaj imaš še kar veselje tisto početi, ampak ravno na ta način lahko v nekateri stvari rataš vrhunski in zaradi tega pravim, da talent je zgolj veselje, da nečesa početi preko lastnih meja. In ko pride do mojega osebnega veselja, še vedno rad skačem. Moram reči, da sem kar malo tudi pogrešal skoke, ko si gledal fante tamle naokoli, ampak moj problem je, da imam kakšne te cilje, želje in veselje še do marsikaterega drugega področja, ki na tem svetu obstaja in za nekatere je že zadnji čas, da jim nekako začnem namenjati pozornost. V skokih je trajalo 20 let, da sem postal eden najboljših na svetu, tako da čez 20 let bom pa tam že proti 50 in do takrat bi pa rad še kaj drugega dosegel na tem svetu.
Tadeja, Cene je omenil, ne? Včasih je treba iti tudi čez sebe, pa se mi zdi, da v športni poti še toliko pogosteje, ne? Da včasih, če tudi imaš tako zelo rad, ne? Če je ovira za oviro, pa če pride še poškodba, o čem skušam zdaj, kam ciljam? Ciljam na to, da vsi vemo, ne? Da za fizična priprava je bistvena za športnika, seveda. Ampak sploh v zadnjih desetletjih se vse bolj govori tudi o psihični pripravi, ne? Šport je postal, ne vem, kdo je rekel, da je vrhunski šport eden najbolj krutih pravzaprav okolij, tudi za mladega človeka, zato ker je toliko tega nihanja lahko. Ne? In ravno takrat, ko gre krivulja navzdol, je najpomembnejša verjetno ravno ta psihična pripravljenost. Glede na to, da si po karieri doživela kar nekaj stvari, od bolezni, ločitve in kar nekaj življenjskih preizkušenj, zato je tudi nastala 5. olimpijada, ki je bila verjetno najbolj zahtevna zate. Kaj je tisto, kar zdaj, ko predajaš to znanje, ne? Kaj je tisto, kar, ko se sinusoida obrne navzdol, ne? Ko gre res narobe, kaj je tisto, kar, ne vem, človeka lahko dvigne, če je to mlad človek, ki še nima toliko izkušenj, ki se je znajdel v tem ringu vrhunskega športa, kaj bi rekla, kaj takrat narediti? Kakšne so tehnike, kakšni so načini, kako si ti to reševala? Ja, mislim, tukaj lahko, govorim kar nekaj časa okrog tega, časa to knjivamo, ampak bistveno se mi zdi ravno to, kar smo že mi trije tukaj zdaj govorili, kar je že Andrej izpostavil, da ta veselje do športa se mi zdi tisto bistveno, to notranjo veselje, ta notranja motivacija, ki te pač dviguje naprej, ker v najtežjih trenutkih, ko se znajdeš, in tudi seveda šport, sem rekla, na nek način je krut. Velikrat oziroma vsako tekmo moraš iti preko svojih zmožnosti, sploh v našem športu, ko si, jaz večno rečem, ko si v rdečih številkah, ko že vse peče, ko že v bistvu vas telo že nekako odpoveduje v tem smislu, da moraš iz tebe stisniti še nekaj več, ne? In ravno ta del se ločuje med tistimi, ki so dobri ali pa vrhunski, ne? In morate vedeti, da danes, vsaj v našem športu ali pa večinoma športov, tudi če si 100. Na cilju, treniraš verjetno po 700-800 ur na leto, ne? In to je pač nek podatek, ki je, ampak nianse ločijo res dobre in vrhunske. Sama sem na ta način, nikoli nisem sama se znašla v tej zagati, da bi razmišljala, koliko je to hudo, koliko se mi dela krivica, koliko so vsi drugi krivi za to. Vedno sem nekako iskala vzroke v sebi, poskušala seveda najti vzroke, nadgraditi svoje znanje, veliko pač brala, spraševala, delala z raznimi strokovnjaki, od športnih psihologov in pa tudi terapevtov. Komunikacija se mi zdi bistvena s trenerjem, da se v bistvu izražaš svoje stanje, ker trener ne more vedeti, kako se ti počutiš, če mu ne poveš, kako odreagiraš na trening. In tukaj se mi zdi, da lih to, ta strast do športa, ta strast do tega, da sam sebi mogoče dokazuješ, da zmoreš, in velikrat so mi tudi kakšne pozitivne misli dale vedeti, in tudi danes imam v pisarni, kaj v bistvu sem jaz rekla, današnje življenje ali pa poslovno življenje, predvsem kopija športne kariere, in tukaj se mi zdi, da šport daje predvsem to, da zmoreš tudi kasneje, zato vedno znova apeliram na te mlade, da šport danes naj res sprejemajo z veseljem, z neko veliko možnostjo, izzivom, ki jim nudi življenje, ne izkoristijo vsak dan trenutek, tudi kasneje za življenje, kasneje. In danes v pisarni imam isto napisan, da zmorem več, kot si upam pomisliti, je ne ta trenutek, in ko mi je težko, tudi ko mi kakšne stvari ne grejo skupaj, v najbolj, ne vem, Excelovi tabeli, si vedno preberem to in se reče, vse bo v redu. Andrej, v knjigi Šepetalec s športnim otrokom
ravno o tem govoriš, kako pomembno je, da otroci čutijo to ljubezen do športa. A ne? Ampak to ni samo po sebi umevno. Jaz, če bi zdaj vas vprašala, pa bi rekla, kdo je iskreno v športu zaradi sebe, res iskreno. Ne? Vemo, da imamo zdaj kar nekaj staršev, ki želijo, da je njihov otrok uspešen, ki želijo, seveda vsi želimo, da je otrok uspešen, ampak prej ste rekli, uspešen si, ko imaš nekaj zares rad. Kako zelo pomembno, Andrej, iz tvojih izkušenj, tudi izkušenj recimo zdaj, ko imaš svojega otroka, pa konec koncev vseh kolegov športnih, je to, da se človek, mlad človek za šport odloči sam. To se pravi, da ga res pokliče. Ne? Težko je verjetno na silo početi to 10-20 let, si predstavljam, da ne je mogoče. Ne? Ali lahko to ljubezen, ki si prej rekel, moraš imeti rad, privzgojiš, ali to mora enostavno biti? To se jaz vedno sprašujem. Ne? Zakaj nekdo pleše, drug pa skače? Ok, neki so tudi predispozicije, ampak to, kako zelo pomembno je, da se otrok odloči, ko se že lahko, sam. Mogoče predno odgovorim na to vprašanje, dajva najprej definirati, kaj pa je uspeh. Ker uspeh zate, zame ali za kogarkoli je verjetno lahko marsikaj, oziroma je lahko zelo široka mavrica. Tako da se mi zdi, da je bolj pomembno poudariti naslednjo stvar, kar jo jaz iskreno nisem razumel, ko sem bil v vaših dijaških letih. In sicer šport, kot ga razumem danes, ko se ozrem nazaj, je en prostor, v katerem se na naravn način naučiš, da si iskren do sebe. V športu, bolj ko si na vrhu, manj je možnosti, da ti blefiraš sebe. Rečeš, sem dobro pripravljen, sem dobro spal, imam dobro opremo. Ker v vrhunskem športu je takoj klofuta. Mislim, ne dobesedno, ampak takoj dobiš kazen. Ali ne dosežeš takega rezultata, kot si sam sebe prepričeval. Lahko se zgodi tudi poškodba. In ta iskrenost, ki se v športu na organski način razvija, se mi zdi izjemno pomembna, zaradi tega, ker sam verjamem, da človek ne more biti odgovoren, če ni iskren. In ne more biti iskren do drugih, če ni iskren do sebe. In tukaj se zavedajte, športniki, da to je nekaj, kar zdaj pridobivate. Jaz v vaših letih se nisem zavedal ali pa nisem razmišljal tako široko o športu, kot mogoče vem ali pa razumem danes, ampak se mi zdi, da kakršenkoli storytelling ali kakršnekoli stvari, da boste razumeli, da je šport bistveno več kot samo tekmovanje ali pa sam rezultat, vam lahko pri temu pomaga. Zdaj pa, da še odgovorim na tvoje vprašanje, če me samo spomniš z besedo. Kako zelo pomembno je, da ima to res, da je ta odločitev za določeno vrsto športa tudi iz otroka ali pa iz mladega, ne? Da ni to samo starši želijo to. Kar se mi zdi, da športnik, ko je aktiven, ne razume najbolje, je to, da zaradi tega, ker je toliko sfokusiran na svoje cilje in na svojo pot, da mogoče ne vidi ali pa nima občutka za to širino športa, ampak se mi zdi, da ključno je zavedanje, da poznamo oziroma da razumemo, da je šport proces, ne pa dogodek. In se mi zdi, da je življenje tudi proces in ne dogodek. In športnik, ko ima pred sabo, ne vem, olimpijske igre, je vse uperjeno na olimpijske igre. Nekateri so tako uspešni ali pa srečni, da osvojijo medaljo, večina jih ne. In lahko vprašate, tukaj imate priložnost olimpijskega medalista, kakšen je občutek, ko enkrat olimpijsko medaljo doseže, kakšno energijo pravzaprav potrebuje oziroma kaj mora vse sestaviti, da lahko si postavi nove cilje. Zaradi tega, ker si toliko fokusiran na eno stvar, da si včasih lahko tudi malo zaslepljen. Ampak sam verjamem, da je največje bogatstvo v življenju niso samo rezultati, ki si jih ti naredil, ampak predvsem izkušnje, ki si jih v bistvu dobil na svoji poti. Izkušnje so nekaj, kar vam ne more nihče vzeti, kar jih vedno lahko uporabite in to, če jemljete z vidika, da je življenje in šport proces, vam bo lahko samo pomoč.
Cene se je nasmehnil, ko si rekel, lahko ga vprašate, kakšen je občutek, ko priješ do olimpijske medalje. Pa sem jaz takoj pomislila na tisto tvojo izjavo cene, da ok, olimpijsko medalje je že super, ne? Ampak 246 metrov v planici pa nekaj posebenega. Mogoče, če odgovoriva delno na Andrejevo vprašanje, kaj se mora vse sestaviti, pri tebi gre za ekipno medaljo, a ne? Ekipa verjetno, bom šla še korak nazaj, tisti, ki spremljate skoke. Mislim, meni je nekaj najlepšega, sploh pri ženskih skokih, videti, kako so te punce med sabo prijateljce. Ne? Da to je en tak skupen spirit, ne vem, ti se smejiš, vse izgleda tako, ne vem, a je to tudi res. Ampak kakorkoli. Je res. Je res. Kaj pa med fanti? Greva najprej korak nazaj. Kako zelo pomemben ta skupen ekipni spirit, ki ga pravzaprav vaša reprezentanca, tvoja bivša, tudi ima, ne? Mislim, okay, tukaj so še bratje, ne? To je še ena dodatna vrednost, ali pa mogoče kdaj tudi ne. No, daj malo o tem povej, prosim. Če se navežemo na ta ekipni spirit, je kar zelo noro. Smo, si upam reči, dokaj podobno kot kolesarstvu. Tam bolj, ko ga spremljam, bolj zame to sploh ni več posamezen šport. Tam je res kar ekipni šport, ker mora ena ekipa delati, da je potem en posameznik tam pojavljen kot zmagovalec. Tudi pri nam se mogoče neverjetno je, koliko se pozna, da ko enemu uspeva, začnejo tudi drugi bolje skakati, predvsem je pa vse odvisno od dobesedno tiste klime v sami ekipi. In ko ste omenili, da je pri nam prišel do te razlike z bratoma, ta bratska naveza se zelo razvrednoti, ker ko se enkrat s celo ekipo toliko časa skupaj, tudi oba dva, ostala dva, to se dobro zavedate, ker vse ure na treningu tehtajo več kot pa preostale ure, ko si ti doma s svojo družino in tebi vsi tisti tekmovalci ratamo cela družina, se pravi, dva brata, ki sta ti že družina, nista čist nič več, pa še ostali fantje tam. In je zelo noro, koliko so prispeva potem ta delež, da smo med sabo vedno, da tista zdrava tekmovalnost, da se razumemo med sabo. Dosti krat poudarjam, pa vedno bolj opazujem, da naš glavni trener, on ne rabi dober trener. Za njega je dobro, je bolj pomembno, da je skoraj bolj psiholog. Sploh v skokih je tako, da ko si enkrat na vrhu, takrat ti gre. Takrat od glavnega trenerja potrebuješ, da ti zamahne, da organizira, kar potrebuješ, da ti tisti zadnji monument, ko se vidita, zna povedati pravo besedo, pravi stavek, da potem ti prideš pa odrineš, pa da besedno zmagaš. Mi rabimo tistega dobrega trenerja potem doma, takrat, ki ti ne gre. Takrat je neverjetno težko gor prelezati. Vezal bi se na Tadejo, ki je rekla, da tudi tista 100. borba, garba, jaz bi rekel, zadaj še borba nekaj več. Se pravi, vi vidite, naš 6-7 posameznikov tam svetovnem pokal, je zadaj še 12 fantov v skakalni ekipi, ki jih čutimo, kar isto znamo red. Tiste 4 dni, ki smo mi po terenu, mi ali čakaš v hotelu, ali se pripravljaš na tekmo, 3 skoke v dnevu narediš, je on je tecajt naredil ali pa celo 2 treninga v istem času. Se pravi, oni trenirajo še več, nimamo pa pojma o njih. In je včasih šport ravno iz tega odika potem zelo krut. In ko enkrat priješ do nekega uspeha, takrat se ti odvrti film za vse te treninge nazaj, ki sem jih zdaj tudi recimo omenil. In kad si omenila, da doskrat pol pri športniku rata praznina. Ja, ti si dobesedno splezal na vrh, je tukaj ta razlika, ki priješ enkrat na Mount Everest, si že dosti izkušen, da si šele na pol, da moraš šele nazaj dol. Pri enem takmu uspehu, kad je olimpijska kolajna, ti pa ni treba nazaj dol, saj misliš, da ne. Rata tista praznina, pa se moraš pa naučiti, kaj zdaj vse potismo. In da smo lahko rečemo lepo plezanje iz Olimpa navzdol. In zelo težko je najdeti karkoli višjega, kot je pa ja, Olimp ali Mount Everest. In to je tista praznina, ki pri nekaterih športnikih pride. Ti moji nasmehom so se pa pojavili predvsem zaradi tega, ker nisem ta prav nasledil vprašati, kako tista praznina pride, ker glede na to, da vidite, da imam bolj težavo, kaj ne početi, kot pa kaj početi, te praznine nikoli ni bilo. Da se navežem tudi na sam ta timski duh, pri dekletih je zelo močno opažen.
zelo mi je všeč, da ne samo kot znotraj reprezentance, to, ko gledate kakšne skoke, lahko vidite, da mi celi karavana, še vsi skakalci zraven, skakalke zraven, tuje nacije, vsi na koncu delamo za isti cilj in to, ki se prvošeš, da zmagaš, to veš, da tisti, ki te je nažgal tisti dan, da vlaga tudi isto ogromen truda noter in si za njega tudi isto toliko vesel, da vse te tudi čustvene emocije so povezane tudi s tistimi tujimi našimi tekmovalci. Pri puncah bi pa rekel, da je opazno predvsem to, da včasih že pravijo, da kao pride do diskriminacije, ampak dejstva so dejstva, pač fizično smo si moški, ženski različni, to ne pomeni nič slabega, ampak je pa dejstvo, da so ženske bolj čustveni in to se tudi v izteku malo bolj opazuje. Čeprav včasih fantje zganjamo še večji džumbus, ki je. Sam ne pred kamerami. Ne pred kamero, tako je. Itak ne. In ja, tukaj je sicer malo žaljivo, že jaz včasih pravim, da je cel kokošnjak spodaj v izteku, ko je ženska ekipa. Ampak to je zelo... Petelinjak je pa zapor. Tako je. In to je zelo dobro za šport, ko enkrat gledaš v zelo širšem pogledu, da ga naredimo bolj zanimivega še za gledalce, ampak to je nekaj, na kar mislimo mi, ki smo že športa, tisti, ki se ukvarjamo, da bo športnik tisti dan zmagovalec, športnik pa nima tega na čez, da se ubada s temu. Je pa zelo res, če se vrnemo na tisti timski duh, zdaj bom malo pokritiziral, ampak mogoče ga je bilo za namesto 100%, je bil letos 99% v naši ženski ekipi in ne namerno, ampak pozna se, kot ti ena punca se poškoduje, ki je glavno vodilo, njena najboljša prijateljica je tudi ena najboljših, pa se jo pač to čustveno dotakne, rezultati se ne poklopijo, potem še javnost malo začne pritiskati in malo lahko razkrha tisto in je zelo noro, ko se pa vrnem na to, koliko lahko je trener naredil vpliv na to. Nas lani že pred olimpijskim so nas že tudi druge nacije poskušale kaj psihično. Oni so se ukvarjali z širino smuči, da imamo preširoke smuči. Vem, da tamle bili so tuje nacije diskvalificirane zaradi čevljev, močno so se obešali na smuče od Slatnarja že zaradi tega, ker se mi je zapičila v Oberstdorfu v sam sneg, namesto da bi šla lepo po vrh. In jaz se ne hecam. Pred olimpijskimi so namerali širino smuči, morajo biti 10 cm, se pravi 10, mi smo imeli pa 10,001 preširoke. V take detajle se je šlo, da smo jih mogli dobesedno šmirgali papirjem oziroma preširoke so nastale že, ko si zavijal in se je spodnja masa malo zaoblana ven, to je že ratala preširoka smuča recimo. V take detajle se je šlo. Na nas bi lahko to psihično vplivalo, kot glavni trener ti pa pride v garderobo in ti reče, le bomo mi lepo dali magar še pol centimetra noter, če treba, pa bomo še zmer 2 metra nažgali, pa smo tam, ki treba. Zdaj, ravno to sem zdaj razmišljala, ko je Cene razlagal, ta odnos trener športnika. Prej si rekla, ti moraš povedati trenerju, on ne more vedeti, kaj se v tvoji glavi dogaja. Ampak vemo pa tudi, da je velikrat trener neka avtoriteta. Jaz verjamem, da kdo od vas si misli, ja sej bi rekel, pa ne moram ali pa ne upam ali pa ne smem. Kako zelo pomembno je recimo, ko je mlad športnik, tako kot je Andrej rekel, veliko stvari še ne veš, veliko stvari si tudi ne upaš. Bogat, kako si vzgojen, tukaj je tudi avtoriteta, kot sem omenila pri trenerju. Ampak kako je treba biti, mislim, kako to iskrenost, kaj je tudi Andrej omenil, do sebe, že kot mlad človek gojiš, krepiš, to se pravi, da ko nekaj ni okej, da tudi znaš povedati. Če je to trener, pa avtoriteta, pa še kaj, in posebej, ko se nate spravijo s takimi malenkostmi, banalnostmi skoraj, ali javnost, ali ne vem, spodbijanje takšno in drugačno, se vemo, da šport tudi ni vedno samo poštena igra, ampak okej, v tistem trenutku zdržati, povedati, se izraziti, to ni tako samo po sebi umevno. Kaj rečeš recimo mladim športnikom, ko rečejo, jaz pa ne upam povedati?
Odvisno kaj je. Ja. A kdaj tudi? Aha, ok. Sam tukaj bi se navezala nazaj, ker ste vprašala Ceneta za teh 246 metrov, sem dobila takoj film v glavo 250 dni od doma, a ne, ta 246, ker dobiš olimpijsko medaljo, ne poznam teh občutkov, si jih mogoče probam predstavljati, ampak ja, v bistvu ali pa dosežeš res cilj ali pa vrhunc kariere in dvigneš pač pokal, imaš svoje občutke, ampak v zadaj jaz vedno znova doživljam to, da koliko je v bistvu nekaj truda zadaj in jaz sem bila v teh letih, dijaških letih, kot so današnji gostje tukaj, po 250 dni na leto od doma, ne, in v bistvu to je bilo res nekako življenje čisto iz drugih okvirjev, iti v svet dobesedno in trener ti je lih v tem segmentu potem v bistvu skoraj, mislim, oče in trener in prijatelj in hkrati pa še vedno zagovarjam to, da je neka stroga avtoriteta, ne. V tem segmentu danes, mogoče v današnjem času, pogrešam mogoče malo to, sploh pri mladih trenerjih ali pa teh novodobnih trenerjih malo več avtoritete. Absolutno pa zagovarjam to, da si mladi športniki upajo povedati in na kakšen način vzpostaviti komunikacijo. Jaz, ko sem šla čez to rusko vzgojo, moj trener je bil ruski trener, ni bilo kaj veliko, tako bom rekla, možnosti komunikacije ali pa v tem smislu, ker je on imel vedno prav, tudi če sem mogoče na nek način dokazala, da ni imel, je že najdel varianto, da je mu sigurno on prav, a ne. In ko prideš do te kombinacije, da imaš zelo avtoritetnega trenerja in pa tekmovalca, ki si mogoče ne upa toliko oziroma si niti ne dovolj biti prav tista najbolj čutečo bitje sebe, lahko prideš do konflikta, ne, mislim do konflikta oziroma sem se jaz v tisti situaciji postavila nazaj. In to na dolgi rok sigurno ni bilo dobro, pač, ker zdaj gledam jaz svojo kariero nazaj, tam ni bilo najboljš. Zato vedno danes te mlade vzpodbujam, ker imajo možnost pogovora, imajo možnost socialnih omrežij s tem, da veliko berejo. Danes to niso več tabu teme, psihologi, razni terapevti, pomoč drugih. In vedno znova apeliram na te mlade ali pa jih poskušam spodbujati, da si upajo res povedati, seveda na nek primeren način, da izrazijo sebe. Pa tudi, če mogoče trener prvič ne sliši tega, da vztrajajo, en velik del pa lahko seveda naredijo starši zadaj, predvsem v tem, da ga spodbujajo k temu, da komunicirajo. Ne govorim o tem, da se starši vtikajo v proces strokovnega dela, lahko pa veliko pripomorejo k otroku, da mu dajo to stabilno zadaj samozavest, da ga spodbujajo temu, da je to pač dobro in to se mi zdi na nek način bistveno. Bi Ceneta, rekel si kdaj, ne? Da je bistveno kdaj lahko recimo poveš nekaj trenerju. Verjetno tik pred tekmo se ne greš kregat, ne? Ne, takrat ubogaš. Mi imamo zelo, moram reči, kar malo spet bom pohvalil našega trenerja, kakor mu trenutno gre, se zelo fajn nam laufa dobesedno. Je bil pa zelo velik problem recimo v štartu. Robert Krgota, on je z nam bil kot sotekmovalec, on je lih malo starej od Petra, midva sva bila še skupaj po sobi, pa se borbala tam po drugih ligah, kako hecala in vse skupaj. In ko enkrat pride do tega, da je on trener, takam je pa ravno ta avtoritativni značaj lahko zelo problem. In mislim, da je nam zelo ratalo spostaviti, ko enkrat trening je trening. Takrat je on totalitaren režim, lahko temu že rečemo, dobesedno. Za ubogat je. In tudi, če misliš, da je narobe, ne, tisti trening boš oddelal tako, kot si ga je trener zamislil in brez predaha. Tudi, če v glavu misliš, da ni čisto pravilno. Potem izven treninga pa potem mogoče pove svoje mnenje. Predvsem tukaj pa pride pol še ta dodatno mogoče tudi malo psihološki del, da
mi se z našim trenerjem lahko tudi prijateljsko dolo sedemo in takrat potem pride do kakšnih teh debat, odpiranja vprašanj, ki jih verjetno nikoli ne bi. Je pa res, da to mi imamo možnost, kot je pa Tadeja povedala, nekateri trenerji pa niso taki. Je bil pa kakšen moj trener v preteklosti. Tam si pa to naredil na bolj strokoven način, da si dobesedno ali da je že on imel redno s tabo vsaj 4-krat na leto kakšne bolj resne pogovore, kakšni so vajini skupni cilji, kako naprej. Tam je prišlo potem do odpiranja takih tem. Če si pa sam čutil, si pa tudi lahko že vmes trenerja prosil, jaz bi izrazil eno željo, a si lahko vzameš čas, ne vem, prihodnjih dneh, da se enkrat skupaj dol usedeva še izven treninga. Je sicer težko, ker ja, nekateri trenerji so malo, lahko rečemo, na rusko vzgojo tudi ego in je to zelo nemogoče in jaz moram reči, da sem imel srečo, da se s totalnim egoistom od trenerja nisem nikoli srečal. No. Andrej, v svoji knjigi Šepetalec s športnim otrokom ravno ne polagaš tudi staršem marsikakšen nasvet iz svojih izkušenj. In zdaj jaz ne vem, kako je z vami, imate podporo staršev pri svojem športu ali ne? Tako, imate ali ne? Ne, super je, če jo imajo. Ne? Zdaj pa so pa mladi, talentirani, odločeni, z veliko ljubezni do tega športa, mladi, ki pa te podpore nimajo. Andrej, kaj pa tam? Ne? Odkot črpati? Če imaš ti recimo doma mogoče, ne vem, ali socialne razmere take, ali mogoče nimaš odobravanja, kako takrat nabildati ta, bom rekla, power, ta, ne, da ti, a tukaj lahko pomagajo recimo knjige, biografije, si kdaj sam bral biografije, glede na to, da zdaj imamo 3 žive biografije, kot je rekla Sabina, ampak ne, odkot potem najti ta dobesedno res moč, ker včasih lahko imaš še tako rad, ampak če okoliščine ne delajo zate, pač se včasih tudi ne izide, pa bi se lahko, če bi drugače postopali. Vloga, knjige in vsega. Mislim, tukaj bi lahko filozofirali do onemoglosti, ampak stvar je relativno zelo enostavna. Se mi zdi, da je gledati oziroma slišati, kaj je nekdo doživel oziroma kako je razmišljal, ko je že prišel na vrh ali pa nekaj doživel, zmeraj zelo inspirativno. Sicer pa je to, da se vsak znajde v krizi ali pa občutku, da je mogoče sam in tako, je neminoven in to je doživel vsak športnik in se mi zdi, da to doživi tudi vsak, ki ni športnik. In zato je toliko bolj pomembno ali zdi poudariti, da smo pravzaprav vsi mi v šport prišli zaradi tega, ker so nam starši naši pokazali šport. Ustrajali smo v športu ne zaradi staršev, ampak zaradi tega, ker smo sami v bistvu začeli to stvar radi imeti. Ampak kar se mi zdi, da vsak posameznik rabi na celotni svoji poti, je pa pravzaprav to zaupanje oziroma občutek varnosti, da se ob težavah ali pa nezaupanju ali pa krizah ali kakorkoli vedno lahko zatečeš v svojo primarno celico in to je družina. Zato verjamem, da je vsi ali pa vsaj večina športnikov ima ali pa je imela doma zmeraj neizmerno podporo za to. Da pa pride pač športnik na svojem procesu do izkušnje, cene je srečen, da tega ni doživel, nekateri lahko to doživijo recimo na kakšen ekstremen način, je pa pravzaprav lahko vpliv trenerja ali pa odnos s trenerjem lahko zelo ključen in verjamem, da je veliko dobrih ali pa, da rečem, zelo sposobnih športnikov lahko zaradi tega tudi končalo svojo pot. Zato je, se mi zdi, tako kot popotnica in eno največje bogatstvo, da pravzaprav na svoji ali športni poti ali pa profesionalni ali zasebni zmeraj uspemo najti okrog sebe ljudi, ki jim lahko zaupamo. Zaupamo
pomeni to, da bodo z nami in ob nami tudi takrat, ko nam ne bo šlo. No, omenila sem idole, neko vzornike, no, lepo slovensko. Si kdaj bral biografije oziroma ti si imel kar okoli sebe že v svoji karieri kar nekaj takih, ki si jih lahko občudoval od blizu. Kaj so te učili, kaj je to dajalo tebi v tistem obdobju vrhunskega športa, pa mogoče tudi za zdaj, ko si podjetnik mednarodno in kaj je bilo tisto, oziroma kdo, če lahko poveš, je bil tisti, ki ti je vsakeč znova, ne vem, navdušil, inspiriral, kot si rekel, ne? Jaz mislim, da vsak ima zagotovo vzornike na svoji poti, od katerih pravzaprav, po katerih hrepeni z namenom, da bi imel sam ali podobne lastnosti ali podobne kvalitete in tako naprej. In to je tudi ne nazadnje osnova, da se učiš. Jaz se spomnim, recimo, ko sem bil jaz star 10 let, se spomnim, ko je Ingemar Stenmark prišel recimo na Sorško planino in smo mi kot otroci za njim laufali, ko se je on stalarčki gor pelal. Tega ne bom nikoli pozabil, pa sem bil takrat toliko majhen, da še sploh nisem vedel ali pa razumel, kdo je Ingemar Stenmark bil, ampak on je bil, kar je veljalo do letošnje zime, eden od največjih v tem smučanju. Zdaj je pa ženska prehitela, ne? Ko smo že prej bili v diskriminaciji. Res je, vse prav. Vse je trajalo dolgo časa. V številu zmag namreč, ne? Ampak se mi zdi, da ja, za športnika so inspirativne zgodbe in izkušnje, kaj je nekdo doživel, zaradi tega, ker vse prevečkrat vidimo ali pa razumemo šport, ne glede na to, koliko nam je blizu ali pa koga imamo v Sloveniji, samo po tisto, kar je dobro in kar se blešči. Glede na to, da smo mlada nacija, da smo stari kot država 30 let, se mi zdi, da se preveč instantno oziramo, da rabimo vsak dan, da bo nekdo skočil 10 metrov dlje, kot vsi ostali, da bo še zmeraj, da rečem, čist navaden človek, da bo olimpijske medalje, z vsakimi olimpijskimi igrami, da bo njihova bera večja. Tako kot sem prej rekel, šport je proces in recimo zdaj, ko gledam tele grozote, ki se dogajajo po Evropi in svetu in ko govorijo recimo o kakšnih omejitvah, kakšnih športnikov, da pridejo na mednarodno prizorišče ali pa olimpijske igre, se vedno spomnim recimo svoje zgodbe. Ti, ko si otrok, ko ti starši pokažejo šport, ko ti treniraš, v procesu, da ti vzljubiš ta šport, da greš skozi hribčke in dolince, skozi dež in sonce, da prideš do enega nivoja, da lahko prideš tako, potem pa pride ena javnost, kakršnakoli že je, in odreja, boš ti lahko tekmoval ali ne. In razumem recimo, kako lahko to enega športnika ohromi oziroma mu pravzaprav razblini cel njegov bit, celo njegovo življenjsko poslanstvo, če ga gledamo skozi prizmo športa. Mogoče še ostaniva za hip v tujini, ne? Jaz verjamem, da glede na to, da je svet je odprt, ne? Zdaj meja, tudi če je skoraj ni, pravzaprav si marsikdo tudi iz Slovenije veliko lažje kot pred recimo 20-30 leti zamisli, da bi šel študirati ven, trenirati ven, ne. Zgodba Sare Isakovič recimo, ona je sama rekla, da ko je šla ven, je pravzaprav dobila en dodaten zagon, ne, ko je šla študirati ven. Prej sva se pogovarjala, Andrej, ne, rekel si, Slovenija je super za vzgajati otroke, to so se oba strinjala, super je za se šolati, trenirati, ampak tujina je pa spet en poligon ogromnih možnosti. Če zdaj mladi športniki sanjajo v tujini, kaj bi rekel, zakaj da, pa kaj pa vendarle imeti mogoče pa en tak zadržek, ne, ko si v tujini, nisi doma. To ima prednost in to ima mogoče tudi kakšno slabost, ne, in kako ti to doživljaš zdaj, glede na to, da se mednarodno tudi udejstvuješ, gibaš, poznaš, da je svet zunaj tudi tak. Jaz mislim, da vsi športniki, ki tekmujejo na mednarodnem nivoju, so pravzaprav
globalni državljani. In verjamem, da večina tudi tako gleda in ni mogoče tako omejena ali pa obremenjena s to lokalnostjo ali pa nacionalnostjo, ne glede na to, koliko so v bistvu ponosni, koliko smo športniki ponosni, da lahko pravzaprav zastopamo barve naše države na mednarodnih tekmovanjih. Sicer pa se mi zdi, da eno od skritih bogastev, ki jih pravzaprav športnik po koncu svoje kariere prinese v nadaljevanje življenja, ne glede na to, tudi če je nešportno povezano, je pravzaprav, po angleško bi rekel attitude, po slovensko pa odnos, ki ga pravzaprav športnik ima in pooseblja ta beseda odnos v razumevanje, kaj je potrebno, da do nečesa prideš, kako se rešujejo problemi, kako se postavljaš naprej, kako iščeš možnosti za rešitve in tako naprej. Tako da tukaj jaz danes lahko čisto z osebnega vidika priznam, da recimo stvari, ki sem se jih naučil v športu ali pa spoznal, ne da bi se ob tem zavedal, ki vključujejo odnos, ki vključujejo spoštovanje, ki vključujejo profesionalnost, ki vključujejo disciplino in korektnost, mi pri tem lahko ogromno pomagajo. In zlahka prepoznam ljudi, ki to vrstnega attituda, če še enkrat isto besedo porabim, nimajo in taki so, oziroma domet takih je bistveno bolj kratkoročen kot sicer. No, malce si se izognil vprašanju o biografijah in branju, pa bomo dali Tadeji to vprašanje. No, Tadeja, ti si napisala 5. olimpijada, to je tvoja zgodba, tvoja knjiga, tisti, ki imamo kakorkoli zveze s pisanjem, vemo, da je to tudi ene vrste maraton, ne pisanje, ena taka mini olimpijada vsakič znova. Ampak mogoče najprej, katere knjige recimo si brala ali bereš takrat, ko rabiš, ne vem, ravno to, mogoče ne vem, da greš čez en hribček, ne zdaj v poslu je drugo, ampak ko si bila še športnica, ali je bila kakšna biografija taka, ki bi danes rekla, dajte to prebrati, ne? Ta je šel skozi to pa je prišel do tja. A ne, ali vse ni nujno, da je vrhunski to bil športnik, ampak enostavno neko življenje, se lahko učimo iz tujih življenj, oziroma kako si se ti učila iz tujih športnih življenj? Meni se zdi, da se moramo učiti kar vsak dan sproti, no, in da življenje res ponuja ogromno možnosti, s katerimi se lahko razvijamo. V času svoje kariere sem ne toliko biografij, ker sem rajš se pogovarjala z ljudmi direktno. Živimi biografijami? Živimi biti, ja, ali z živimi knjigami. Vedno znova sem pa imela s seboj, jaz sem bila znana po tem, da sem vedno nosila en kovček, tak zelo kovček sem imela in not sem imela običajno knjige. Običajno, kaj pomeni? Ko pa nisi imela knjig, so bile pa? Pa študijske knjige. Aha, okay. Ampak drugače pa ja, zmeraj sem imela noter in naš maser mi dostikrat pomagal ta kovček nesti, ne. In enkrat se je tako razhudil, rekel, pa kaj hudiče imaš ti te noter skozi, kaj ne glej noter, to imam jaz zaklad noter, ne, tako. In pa je res odprl in rekel, to je že celo sezono nosim okrog, ne. Vsaj, ja, niso zlate palce. Ne, in so le noter knjige oziroma revije. V tisti sezoni, ki sem se poročila, sem imela vse poročne revije noter in kaj tis videl, jaz sem bil sploh huta, ne. Ampak želim to reči, pomagala sem si predvsem s tem, da sem s te kakšne motivacijske knjige, predvsem pa nekako dojemanje sama sebe v tem, ker v tej 5. olimpijadi sem to mogoče dobila res konkreten odgovor zdaj na to, da telo vedno pokaže, kaj je z njim rekla narobe, vedno nam daje občutke, vedno nekje prihaja in zelo velikrat dobimo tudi odgovor na to, da ko ne gre v športni karieri, ko ne grejo na rezultati, ko se nekje zatakne, lahko iščemo vzroke tudi rekla, v naši preteklosti, mogoče ne samo na športnem področju, mogoče iz svojega otroštva. Tukaj ne gre za nobeno krivdo, da je kdorkoli kaj kriv, ampak mogoče samo ozaveščanje samega sebe, da kje lahko napredujemo in to me vedno znova spremlja in kot je že rekel Cene prej,
Včasih sem veliko brala, pa bolj s študijskimi knjigi se zamotila, zdaj sem pa v bistvu vedno več v knjigah, ampak sem tip bralca, ki ima na nočni umarci 5 knjig in kjerkoli me potegne, v bistvu jo vzamem k sebi in nekako temu sledim. Trenutno bereš kaj, da ne pozabim? Podedovanje družinskih travm. Ja. Drugače pa zelo dobra knjiga, v bistvu se mi zdi tudi za te mlade, je tega Joe Dispense, kako odvaditi se biti to, kar ste in koliko v bistvu prepričanj dobimo mi podedovanih ali pa v bistvu jih prenesemo z neko vzgojo. Vsak starš tudi danes, kot sama mama, vem, da pač delaš v najboljši veri, kar lahko, vsak dan naredim kaj najboljš, kar lahko, vendar jutri bo mogoče današnji dan ali pa nek odziv sprejela drugače oziroma videla drugače, tako da iz tega vidika vidim, da lahko rastemo. Mladim bi dala res samo pač nasvet v temu, da upate si biti to, kar ste res, ker ste res edinstveni in enkratni in zavedajte se, da ste res zelo pomembni. No. Vsak je drugačen, vsak ima svoje želje in niso res samo medalje tisto, po katerih vas vrednotimo oziroma v svet vrednot, ampak predvsem po izkušnjah, tako da hrepenite po izkušnjah, po druženju, po prijateljstvu in ravno to vam kasneje v življenju prinese lahko veliko zadovoljstva in pa radosti. Hvala, Tadeja. Cene, tudi ti si imel, kot si že prej omenil, kar nekaj živih knjig ves čas okoli sebe, ampak kaj pa tistih na papirju, rekel si ne Harry Potter, ampak je kakšna knjiga, ki bi recimo zdaj svetoval svojim mladim kolegom, to pa preberite, ker vam bo pomagal, ko bo šlo zelo dobro, pa bo prišla praznina, ali pa vam bo pomagal, ko sploh ne bo šlo, ali pa bo pomagal k odločitvi taki, kot si jo sprejel ti, kljub temu, da nisi čutil nobene praznine, si se spustil v še večjo polnost. Namreč 2 faksa ga čakata za narediti, smo te zatožili. Cena, ja, kakšna taka knjiga, ne vem, kakšen tak nasvet, pa sploh zakaj knjige, no? Ker vem, da ti to veš, ko si že prej omenil malo. Prvo se moram upravičiti, nobene čudežne knjige zdaj ne poznam, tega da tle vam ne morem pomagati. Pa moram popraviti, niste lih 2 fakultete, eno je fakulteta, drugo je pa višja šola, je malo razlike in tle me bolj, da me ne bo fakulteta tolkla, da je načem višjo šolo s temu. Moram to popraviti. Tako je, v tem momentu se pri meni bolj nahajajo, ja, dobesedno učbenike, med njimi matematika 3, ta je praktično vsakodnevno zdaj odprt. Prav zanima me, evo, a lahko roke gor, kdo ima rad matematiko? Dobro, tudi v tem sem edini. Jaz sem bil dosti tak, lahko rečemo malo, jaz sem bil čudak, jaz sem imel dobesedno izbral, upam, da sem še, to boste povedali čez par let, ampak jaz sem dobesedno izbral 2. gimnazijo zaradi tega, ker ta, ki se v Kranju šteje za najbolj približana športu, takrat ni imela fizike. Večina mojih sošolcev je izbirala, kje se da prideti skozi srednjo šolo, da ti ni treba imeti fizike na čez, jaz sem pa ravno to hotel in sem malo bil na čase kar malo piflar, kdo pa berejo še tiste 5 minut druge knjige med odmorom, ker bi lahko počel vse marsikaj drugega. Dober čudak. Odvisno za koga, to je zmeraj relativno. Jaz bi tele zdaj kar malo ta prvo razbil, ta prvo, evo, Loš je živ med nami. A tukaj ste vsi športniki? Pa vsi tele v Kranju hodite na šole, srednja šola? Dobro, zdaj pa dajmo še malo roke razmigati. Kranjski gimnazijci, se pravi tele, Kremšnita, da ne bližja, gimnazija Kranj, tele je kdo? Evo, naprej polkva, gimnazija Franceta Prešerna, ste večinoma tam? O, živjo. A je sploh kdo, ki ni z gimnazije Franceta Prešerna? Tako imamo pol zaštartan. A imate vi tole, kad kakšno dodatno upravičeno uro, ali pa da se vam šteje za pouk? Upam, da. Pol se pohvale učiteljci, ali učitelju.
Da ima Si hotel, da razmišljanje. malo telovadijo? Ja, se so roke dvignili. A ja. Bolj sem hotel to monotonost prebiti, to skrat tako ratamo dolgočasni. Jaz bi vas res prosil, da pridite pol z vprašanje ven. Kaj zdaj tele morate poslušati to, kar smo vam pripravili. Bolj je pomembno to, kar vas zanima. In bom zelo vesel, če ste pol prišli, pa da vas kaj dodatno se rata vprašati. In tele zelo poudarjamo, da je pomemben šport. Tudi če vas kam drugam potegne, samo ukvarjite se z nečim. Andrej je zelo lepo povedal, da te štarti vpeljejo v en šport. Ja, zmer bolj opažam, da sem zelo vesel tisti starši, ki ti spoznajo kot otroku čim več športov. Zakaj pa mislimo, da bomo obstali točno enemu? Dobiti moraš veselje do nečesa, nimaš pa niti pojma, da imaš veselje do tega, če tega ne prakticiraš. Mene je dobesedno oče pelal verjetno sabo v avtu, ki je mogel po starejšega brata jeti v Kranj, se pravi 6-leten mulj, ali ga doma pusti, ga raj ne pustil, bi še bajto zažgal, me dal v avto, ki je mogel še pod enega malo starejšega muljca. Jaz pa ne vem, pri 6 letih mi prav fajn videl, bilo tam vrstnike, ki se po hribu dol spuščajo, sankajo, smučajo, malo skačejo čez kakšne kucle. Oče, jaz čutim tudi to delati. Nisem imel pojma, da bom po športu pristal. Tako je do tega prišlo. In zelo je ono, da tudi, ki pride do vzornikov, mi je bilo všeč, ki je omenil, da imaš mnogo takih, ki so ti lahko vzor. Lahko imaš idola, ni to nič narobe, ampak ne, jaz ga nisem imel. Jaz sem šel v sosednjem smetarju, videl kakšne dobre vrline, ki sem jih hotel tudi zase potegniti. In večinoma na ta način krepiš, pa se gradiš. Pol Tadeja, ja, ti si imela svoj kovček, ja, jaz sem kar svojega nafilal, ampak je bilo treba pol kakšno bundo manj, ker je bilo že tiste maksimalno 23 kg v kufru, ker so bili eno kakšni učbeniki prisotni. In zelo je bilo ena organiziranost. In ja, nikoli ni unga magičnega recepta, vsak si mora svojo pot začrtati, pa to, ker vam tudi zdaj sploh teh gurujev na socialnih omrežjih je ogromen, kako moraš biti unikaten, kako moraš za popolno življenje, za uspeh. Ja, jih je ogromen pa tega, ampak zelo na koncu pride do tega, da verjemite, da lahko uspete. Zdaj ne vem, koliko se je že bilo tudi na teh tekmovanjih višjega ranga ali pa kaj. Jaz dokler nisem verjel, da lahko zmagam na tekem, ja, zmeri se kaj ni poklopil 100%. In pa si imel kakšne te tekme, da se spomniš, da pismo pa je še Kraft, pa je Štoh, pa Peter zelo dobro skače, pa že ni več ting. Jak ne, stari, to je za nažgat. In dobesedno, ker smo govorili o mentaliteti, da moraš biti zelo kritičen do sebe, ampak ja, včasih, ko pride do tiste same tekme, ker ste na tekem, takrat si kar malo lahko upite lažeti, takrat si kar lagajte, če mislite, da ne. Oddelate isto, kako nisem sposoben premagati Petra, Štoha, Krafta. Ne, treniram še več, na treningih sem še boljši, tamle ekstrening res sem preskočen. Zakaj zdaj tle nisem sposoben? Si. In ja, tudi na tekmah ste sposobni zmagati. Kot prvo moraš verjeti v to, pa se pa to lahko šele odvije. In je pa ja, verjel sem lahko to, šele ker sem si rekel, ne, na treningih še več naredim. Ne, v tehniki sem še boljši, se pravi, to pa mora biti zadej, da je enkrat tistega disciplina, da do tega prilezeš, pa še verjente v to, pa se bo pa kaj začel. Peter je tako lepo, Peter Cena je tako lepo zdaj zaokrožil. Jaz sem razmišljala to, kako je podobno Peter razlagal lani tukaj na istem mestu je sedel kot ti, ampak nima, Peter je bil tako malo bolj miren kot ti, kar je tudi fino. In ti imaš pa, vidim, ljubezen tudi do mikrofona. Je to tudi eden od teh ena od možnosti, kar boš počel v življenju, te to vleče, ker očitno leži ti? Zdaj se moram da prvo pravičiti, ker prej, ker sem govoril, sploh ne vem, če sem odgovoril na vprašanje, ki si ga podala. Je pa zelo to, da to energičnost, ki jo ima. Zdaj to je zgolj, ker pač vem, da v srednji šoli je še enkrat drugih stvari, ki nas zanimajo in kako ne vas drugače pritegnem, kot pa da začnem en cirkus na odru zganati. Ne, večino, kad se jaz želim zelo pregovoriti vam, sogovornikom, jaz nisem tle zaradi sebe. Jaz bi zelo velik kraj, ja, lih tisto matematiko imam don, še kar nekaj vaj za nares, velik kraj bi tisto delal, ampak še to kraj pa pridem, pa da mogoče danes od vas, če bo en stavek odnesel, pa je moj del tle narejen.
In pol včasih si malo cirkusanta tle gor, ker če to nekomu v spomin zapiše eno stvar, ki mu v življenju prav pride, pa sem svoje opravil. No, zdaj pa bomo počasi zaključili, da te spustimo k tisti matematiki, ampak prej mi je prebral cene v resnici misli, želela sem vas povabiti k vprašanjem. Imate kakšno vprašanje? Jaz vem, da ga imate, pa ni treba šparati za pol, lahko ga že zdaj poveste. No in potem je tisti trenutek tišine. Boste malo razmišljali, medtem bom pa jaz dala en izziv našim 3 gostom, še zadnjega, saj ste jih vajeni. Če bi, dobro, Tadeja, ti si že, ampak če bi pisali zgodbo svojega življenja, kakšen naslov bi bil? Andrej? Ne morajo oni tudi razmišljati, kot vi. Mislim, zdaj sprašuješ me za nekaj na točki etapnega cilja. Kako bi opisal življenje, vse ga nakončujemo zdajle. Ne, do sem z nadaljevanje. A ja, z nadaljevanje? Ja, seveda. Tako kot dinastija, misliš? Recimo, Santa Barbara. Ne, triologija, recimo. Ne, daj bom raje tako naredil. Da ne boš mislil, da sem se izogibal tvojemu vprašanju prej, ko sem rekla, kaj sem bral, katere biografije. V srednji šoli sem jaz ogromen bral, veš česa, to, kar je bilo za šolo, in vsak dan sem kupil 7 cm debel pok Zeitungov. Knjige sem sovražil v srednji šoli, iskreno. In to sem ti tudi pred začetkom tega dogodka povedal, tako da jaz kakšne svoje bogate knjižnične izkušnje iz srednje šole nimam, sem pa začel brati kasneje, potem po 20. letu. Največ sem pa začel brati šele takrat, ko sem pravzaprav športom končal. Zaradi tega, ker sem se malo odmaknil od športa in sem v bistvu razumel, da so knjige lahko vir znanja, vir izkušenj, lahko so pobeg v mir, lahko so marsikaj, kar nisem v srednji šoli razumel. Tako da, kaj... Na naslovu pa še delaš. Ne, na naslovu napisal sem knjigo Šepetaleč športnim otrokom, napisal sem eno knjigo, ki jo nobeden od vas ne pozna, zaradi tega, ker ni v knjižničnih okoljih in se imenuje Do uspeha iz strasti, kako učinkovito usmerjati misli k uspehu, zaradi tega, ker verjamem in se močno strinjam s tem, kar je Cene rekel prej, vsak od nas, vsak od vas mora najti sam svojo pot, kako pravzaprav se premakniti v športu naprej, v življenju naprej. In vsak drobec, ki ga na tej poti lahko dobiš, da ti razširi znanje, razširi razširi zavedanje, razširi izkušnjo nekoga drugega, je lahko izjemno bogastvo. Bom pa v naslovu bom pa še razmislil, zaradi tega, ker ponavadi, ko ti začneš eno knjigo pisati, se ti o naslovu spomniš šele na koncu, ko je knjiga že napisana. Ne najprej naslov narediti, pa potem začeti vsebino pripravljati. Dobro si se ti to, ni čisto vedno tako, ampak pustimo stati. V tvojem primeru je. Tadeja, 5. olimpijada je zelo zanimiv naslov, ampak če bi pa recimo pisala knjigo tukaj in zdaj, bi bil pa naslov kaj? Veliko si se naučila skozi te svoje življenjske izkušnje, ne samo biatlonske. Bi spremenila naslov, bi ostal? A začenjaš zdaj že 6. Ne. Imaš jih dost, ne? Ne, 5. olimpijada jaz sem prvo dobila inspiracijo za naslov, pa sem pisala, ampak velikokrat dobim vprašanje za 6. olimpijado, ampak ne potegne me ta 6. olimpijada, trenutno bi pisala nazaj v življenje. Lepo. Kaj pa ti, Cene? Matematika 3. To ne bi noben bral, veš, ali pa? Ne vem, če. Zaenkrat imam zelo dolgočasnega, ker nekako zaokrožil vse skupaj, sploh če gremo na to, da tle bi pol mogla biti nadaljevanja. To je zgolj preprosta beseda štart. To, kar sem jaz zaenkrat doživel v življenju, to je dobesedno zgolj štart, vse, kar me še čaka.
cel šport, vse to, kar sem mogel doma starše poslušati, so bile zgolj priprave, temelji narejeni, da zdaj karkoli pride do mene, me bo zelo težko še karkoli presenetili. Sicer, ko smo spet prezarečeni, koliko ga je tedaj omenila, ko enkrat vsi tisti novopečeni starši ti omenjajo, ker do tega pride, da se spet vse te meje nekam premaknejo. Tako da ne bom raj, da bom videl, kam se še življenje čaka. Ko pride do retorike, se spet vračam k temu, ki sem me sicer že vprašala. Vidite, da nisem lih ne bo retorik. Prej sem vas sprašal od same šole, pa to pa pol z tega ven sploh mi ni uspel kaj bolj pametnega potegniti. So malenkosti, plusi, minusi, niti na vprašanja točno ne odgovarjam, je različno. Če bom videl temu, da lahko nekomu naredim plus, pol že mogoče. Sam naslov knjige v tem momentu pa ja, štart, ampak to pa pomeni, da bi mogel še nadaljevanja pisati, se pravi, si bi spet del naredil, kot enega, ki pa bi zaokrožil vse skupaj, kar je do sedaj, pa mi v 2 minutah ni rad, ali si izmisliti. Okay. Hvala, Cene. No, je kakšno vprašanje ali pa kakšna izkušnja za konec? Ne? Ok, boste imeli priložnost, ko boste prišli tele kartice iskati, dobite avtograme in verjamem, da, kot je rekel Cene, karkoli boste vprašali, boste izvedeli. Kot je rekla Sabina, tudi kakšna fotografija. Kaj naj rečem? Najlepša hvala vsem trem. Cene je omenil štart, naj bo vaš štart dober, nadaljevanje pa še boljše. Hvala lepa, pa se vidimo, upam, da spet kmalu. Hvala tudi vsem.